Od včeraj, ko smo začeli z debatno kavarno, pa do nedelje zvečer se bo tukaj na tem prostoru, ki ni pa še prav posebej posrečeno izbran, zvrstilo 53 dogodkov oziroma 53 pogovorov na zelo, zelo različne teme. In tokrat se bomo pogovarjali tudi o španski državljanski vojni in vplivu te iste na Slovence, oziroma kako je vplivala na Slovenijo. Sogovorniki so se zelo intenzivno ukvarjali s tem, 2 knjigi sta išli o tem, Španija od 1975 do 2015. Posebej je zanimivo najbrž se pogovarjati o tej temi, zato ker je zdaj Španija spet v središču naše pozornosti in najbrž kakšne stvari, ki se dogajajo zdaj, koreninijo tudi v preteklosti. Anja Prebil bo vodila tale pogovor in izvoli. Hvala lepa, dobrodošli. Torej, kot rečeno, letos mineva 80 let od konca španske državljanske vojne, ko je oblast v Španiji prevzel diktator Francisco Franco in vladal do leta 1975. Temu je sledilo obdobje tranzicije, aktualni dogodki pa kažejo na to, da, oziroma pritrjujejo tistim, ki pravijo, da se ta tranzicija v demokracijo sploh še ni končala zares. O pomenu teh zgodovinskih procesov, o njihovi povezavi z našim okoljem in pa odmevi preteklosti v današnjem času se bomo torej v knjigah Španija 1975 do 2015, 40 let tranzicije, in pa mladinskem romanu Poti svobode pogovarjali z našimi gosti, Veroniko Rot, Petrom Vodopivcem, Uršo Gršak in Barbaro Pregelj. Naj najprej predstavim goste. Profesor dr. Peter Vodopivec je redni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje predvsem zgodovino 19. in 20. stoletja, zanima ga gospodarska in družbena zgodovina. Je avtor številnih znanstvenih člankov in nekaj monografij, med katerimi izstopa od Pohlinove slovnice do samostojne države, slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja, ki je bila prevedena tudi v nemščino. Za svoje raziskovalno delo je prejel nekaj uglednih nagrad in je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Urša Gršak je lektorica na oddelku romanistike Filozofske fakultete. Raziskuje lik diktatorja v latinskoameriški literaturi. V svojih številnih člankih poudarja pomen družbenega konteksta tudi v literaturi, tudi v književnosti. Skupaj s sodelavnici je organizirala simpozij o španski tranziciji v demokracijo, ki je izšel kot monografija, torej Španija 1975 do 2015, 40 let tranzicije. Z nami je tudi Veronika Rot, filozofinja in hispanistka, dela kot prevajalka, urednica in novinarka. Iz španščine in katalonščine je prevedla že več kot 50 del, predvsem za odrasle. V zadnjem času pa prevaja tudi dela za mladino in otroke. Prevedla je mladinski roman Poti svobode, avtorice Majte Karansa, in skupaj z Barbaro Pregelj zanj napisala spremno besedo, ki na zelo jedrnat način oriše zgodovinsko dogajanje iz knjige. Z nami je tudi dr. Barbara Pregelj, je pridružena profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, je prevajalka in urednica na založbi Malinc. Sodelovala je pri izdaji obeh knjig. Obe deli se torej obračata v preteklost, da bi lažje razumeli sedanjost. Zdaj se še mi ozrimo v preteklost, pa začenjam kar z vprašanjem za dr. Petra Vodopivca. Namreč nekdo je zapisal, da je španska državljanska vojna
dokaz, da je mogoče imeti prav, pa izgubiti celo vojno. Kako se je Španija znašla v državljanski vojni? No, najprej o tem, kdo je imel pravzaprav v tej španski državljanski vojni prav, na to je pravzaprav danes tudi težko odgovoriti. Pravzaprav v zgodovinopisju srečujemo eno tezo, ki je danes še v Španiji prisotna, da sta pravzaprav bila samo dva tabora. Na eni strani tabor, demokratičen tabor in na drugi strani seveda ta avtoritarni tabor, seveda, ki ga so predstavljali te vojaški počisti. Mi vemo, da je pravzaprav v Španiji že dolgo časa vemo, da je bil pravzaprav še tretji tabor in to je bila ena spontana ljudska revolucija, socialna, ki se je začela pravzaprav delno, priprave so se začele že vse od začetka republike v 30 letih, ko so bile napovedane reforme agrarne in socialne in potem, ko teh reform ni bilo, so se seveda pričakovanja ljudi nezadovoljnih s socialno situacijo, zlasti na podeželju, kjer je bilo ogromno revežev, majhnih kmetov, dninarjev in tako naprej, še povečale in ko je prišlo do tega puča 17. julija 1936 je seveda ta socialna situacija eksplodirala. Delno pa že prej, ko se je pravzaprav izoblikovala ljudska fronta. Na drugi strani je treba gledati na to, da tudi ljudsko-frontni tabor daleč od tega, da bi bil enoten. Ta tabor je pravzaprav povezal leta 1936 bivše nasprotnike, na eni strani liberalce, na drugi socialiste in končno komuniste, ki so se po tem kongresu Kominterne vneli za ljudsko-frontno povezovanje. Med njimi so bila velika nasprotja in zelo različna gledanja, kako ukrepati. In ko je bila tam ta socialna revolucija, pravzaprav te liberalne vlade ljudske fronte sprva niso vedele, kaj narediti. Temeljno stališče vseh, tudi komunistov, je bilo najprej zaustaviti te vojake, zaustaviti vojno in potem šele izvesti socialne reforme. Seveda ljudje, ki so prevzemali oblast na podeželju, delno spontano, delno pod vplivom anarhistov, na tako čakanje niso bili marsikje več pripravljeni. In tako je prišlo do neke dvojnosti oblasti, kjer se je ljudska fronta postavila na dosti trdo stališče. Socialno revolucijo je treba najprej umiriti, zadušiti in potem nadaljevati z vojno in ko dobimo vojno, potem šele nekje jet v socialne reforme. In tu je bil pravzaprav samo en predsednik vlade, ki je vladal 8 mesecev, Largo Caballero od septembra 1936, ki je poskušal najti pot do tega ljudskega nezadovoljstva in v te odbore spontano nastale regijske in občinske nekje vključiti svoje ljudi, prideti malo nasprot tudi tem zahtevam in tako naprej. Ampak spomladi leta 1937 se je potem popolnoma zaostrila situacija v Kataloniji, kjer so bile pa razmere že spet zelo posebne. Tam je bilo industrijskega delavstva največ, nezadovoljstvo je bilo posebej močno, je pa uspelo Luisu Companyisu, vodji liberalcev in te avtonomne vlade v Kataloniji le doseči, da eno resnično bolj trdno ljudsko-frontno povezavo, kot je bila ta v Madridu. Ampak potem je prišlo pa do maja do nove socialne eksplozije in takrat je Madrid pravzaprav tudi s podporo komunistov ali pa aktivno vlogo komunistov poskušal to revolucijo zadušiti in takrat je prišlo do tistih barcelonskih dogodkov, barcelonskega upora in na eni strani mislim, da je bilo 500 mrtvih in 1000 ranjenih, do ene ustaje, ki je bila potem nasilno zadušena strani republikanske vlade in seveda zlasti tudi komunistov. In vse to je v tej seveda ljudski fronti močno dovzelo eno socialno bazo, eno socialno zaledje in jo zelo oslabilo. In mislim, da je treba seveda tudi z tega vidika gledati na to državljansko vojno. Zdaj, je imela ljudska fronta kakšno drugo možnost, kakšno drugo izbiro, kot je zadušila revolucijo, je seveda eno vprašanje, ampak tudi pri valu spominjanja danes ali pa odkar je pravzaprav ta val z temi reformami leta 2007, ko se pravzaprav zgodovinskemu spominu odprejo prosta vrata, ko pride do tega vala spominjanja, so ti spomini na to vojno izrazito protislovni, izrazito nasprotujoči si in najbrž je zelo težko jih uravnotežiti nekje in stopati v en dialog. Zato, ker še enkrat, tukaj končno ne gre samo za dve strani, ampak gre za eno kompleksno situacijo, kjer je bistvenega pomena seveda to splošno ljudsko socialno nezadovoljstvo. To se odseva tudi v literaturi seveda in tako naprej. Se sam toliko za začetek.
Hvala. Kakšne pa so bile posledice vojne in kakšen je bil njen pomen za Evropo? No, seveda v Evropi je imela, ne samo v Evropi, v svetu je imela, če vzamemo tudi v Združenih državah Amerike in drugod v svetu, je imela ta vojna en velik odmev. To se pravi, vojna na enem majhnem delu sveta, ki je povzročila pravzaprav eno veliko vznemirjenje. Zato, ker se je že takrat gledalo na to vojno, kot da gre za pravzaprav vojno proti fašistov in fašizma, ki je takrat bil vzpon v Evropi z nacionalsocializmom in fašizmom. Zdaj, to je imel tudi v Jugoslaviji, seveda na področju tedanje Jugoslavije en določen odmev. In kar se tiče, naprimer v Sloveniji, so te meščanski listi, časopisi, zlasti katoliški, v glavnem poročali zelo s simpatijami za to protirepublikansko stran, za počiste. Tako da je potem prišlo do tega znamenitega teksta, ki ga je napisal Edvard Kocbek, Premišljevanje v Španiji, kjer je pa Kocbek pravzaprav probal opozoriti, da je ta zgodba španska veliko bolj zapletena, da ima globoke socialne korenine in da se pravzaprav ni mogoče a priori postavljati nobeno stran, postavil se pa na stališče, da je seveda fašizem veliko bolj nevaren v tistem trenutku od komunizma in da sam protikomunizem ne more zdaj, ali pa samo iz strahu pred komunizmom ni mogoče upravičevati zdaj tega pohoda španskih generalov. Kocbek je tam tudi eno stvar rekel, ne, da herezija je lahko pogumno dejanje ljudi, ki pravzaprav se bojijo za neke realne zgodovinske cilje, kar je povzročil seveda tudi potem v katoliški strani veliko razburjanje. Skratka, španska državljanska vojna je že takrat naletela tukaj na protislovne komentarje in pravzaprav še danes tudi v zgodovinopisju teče ena dosti napeta in zanimiva razprava o tem, kaj se je v Španiji pravzaprav res dogajalo. Hvala lepa. Zdaj po vojni pa je sledilo obdobje Frankove diktature. Kakšne so bile mogoče njene značilnosti na kratko in kako se je končala, ter kako je potem potekalo obdobje tranzicije v demokracijo v Španiji? Diktatura je bila pač kot vsaka diktatura. Problem je bil tudi, da je trajala zelo dolgo. Franco je umrl v posteli, kot vemo, gre za zelo vsaj prvih 20 let, dokler se Španija ne začne vsaj deloma odpirati, s tem, ko je sprejeta v OZN na pobudo seveda Združenih držav Amerike, ki postavijo vojaške baze v času hladne vojne v Španiji. Je bila reakcionarna, konzervativna, ženske niso imele nobenih pravic in tudi nek ta mit, da je gospodarsko bila zelo uspešna, je verjetno, mislim, je precej neresničen, mogoče samo dva podatka, da preden se začne državni udar v Španiji, je imela bruto družbeni proizvod per capita enak z Italijo. Ko je končana Frankova diktatura, ko diktator 1975. leta umre, ima Španija ta BDP samo še 64% v primerjavi z Italijo. Še bolj zaskrbljujoče dejstvo pa je, da je več kot 65% odraslih ljudi ima končano samo 6-letno izobraževanje, se pravi samo 6 let šolanja. Saj ti podatki so že iz začetka stoletja v Španiji zelo alarmantni. Okrog 50% ljudi je nepismenih na začetku 20. stoletja. Zdaj, ko Franco umre, je seveda vprašanje, ki se postavlja, kljub temu, da se je v določenih krogih, tistih drugih krogih, odpiral šampanjec na trgih, je vprašanje, kako naprej. Zdaj, ta tranzicija, ki se je zgodila, je dolgo časa veljala kot ideal in mit in bi želela samo že na začetku povedati, da morda je treba poudariti, da se ne preizprašuje to, ali so takrat naredili prav ali ne, oziroma ali je bila to edina možna pot, morda ja, ta konsensa med bivšimi frankisti oziroma spremenjenimi frankisti, reformisti,
in pa novimi silami, ki so sprejele ta konsens vseh političnih sil, da so dosegli to ustavo, ki je danes še pač kamen spora. Gre za to, da je po tolikih letih in z razvojem družbe potrebno preizprašati tudi to tranzicijo in se kritično na njo ozreti. In mislim, da je to glavni poudarek vseh teh, ki to preizprašujejo tudi v literaturi. In bi se navezala samo na profesorja Vodopivca, tudi tranzicija in samo dogajanje danes v Španiji je zelo kompleksno in ni nekih črno-belih odgovorov, ampak je ogromno teh sivin, ki jih še danes se tudi glede tranzicije in dogaja danes v Španiji, med zgodovinarji tudi samimi, ni nekega strinjanja. Kar se tiče pa samega preizpraševanja tranzicije, se morda najbolj začne in se začnejo odpirati te plasti, ki so bile zaprte, a ne, o tranziciji se govori kot tudi, oziroma o konsenzu, da je bil nek pakt molka in pozabe, se te plasti začnejo odstirati prav z pojavom gospodarske krize leta 2008 in pa seveda z gibanjem ogorčenih 2011. Se pravi, ko na špansko politično sceno veliko močneje in glasneje stopijo predstavniki gibanj, ki niso pripadniki nekega bipartidizma, ne? Se pravi, v Španiji se do leta 2014 pravzaprav na oblasti izmenjavata PSOE, socialistična delavska stranka in pa ljudska stranka. Tako da ta vprašanja, ki se danes odpirajo v španski tranziciji, govorijo samo o tem, da je potrebno narediti korak naprej in preizprašati samo tranzicijo v smislu, da je treba, če takrat ni bilo mogoče, danes iti v smer in priznati, da je Španija plurinacionalna država in da je Španija absolutno lahko tudi federativna država. Zakaj pa ne? Seveda pa to na osnovi nekega dialoga, političnega dialoga, ki je edina prava pot med vsemi stranmi, ki lahko ponudi neko rešitev. Hvala lepa. Današnji mladi so v bistvu zadnja generacija sogovornikov z udeleženci španske državljanske vojne, pri nas pa druge svetovne vojne. Tudi v romanu Poti svobode Majte Karansa se glavna junakinja odloči, da odpre ta dialog s preteklostjo in se poda na pot raziskovanja skrivnostne zgodbe svojega pradedka. Nam lahko malo opišete, o čem govori roman? Roman, gre za mladinski roman, glavna oseba je Aleksija, ki se med počitnicami odloči, da bo šla na taborenje s svojim vodom skavtom, oziroma na to taborenje jo povabi eden od starejših vodičev, da bi mu pomagala skrbeti za volčiče, ne, kot pravijo tej taborniški skupini. Nekako se roman razvija v dveh smereh, v tej mladostniške in zaljubljenosti in romantičnosti, ko je izbira med dvema fantoma, med enim, v katerega je zaljubljena, in drugega, ki se jo na njo nalepi kot klop. In vse skupaj, vse to dogajanje mladostniške in hormoni in narava nekje v hribih, pa prežema zgodba njenega pradedka. Aleksija je namreč, preden se je odpravila na taborenje, obiskala z nekoliko koristoljubnim namenom babico Berto, da bi pač dobila nekaj žepnine. Dobila je pa zgodbo iz preteklosti, ki je bila zamolčana. In tukaj bi se navezala na ta pakt o molku. Španska družba je prežeta, je z molkom. In vse te zgodbe, kaj se je dogajalo
z ljudmi, kaj se je dogajalo s prejšnjimi generacijami, niso zamolčane samo na neki zgodovinski, državni, uradni ravni, zamolčane so tudi na človeški, na osebni, na družinski ravni. Zakaj Aleksija ni vedela, kaj se je dogajalo z njenim pradedkom? Zakaj je vedela samo pač, da je umrl enkrat in na tistem obisku izve, da mogoče sploh ni umrl takrat, kot je napisano na nagrobniku na pokopališču, izve, da v tistem grobu ni trupla. A ne, kje je njen pradedek, kaj se je zgodilo z njim? In to je bistvo tega odkrivanja zgodovine in odkrivanja tudi neke svoje preteklosti. Kajti v preteklosti, v tem, kar se je dogajalo prejšnjim generacijam, je tudi neki, to nas tudi oblikuje. In tem generacijam je bilo mogoče to tudi oduzeto. Del neke identitete jim je bila za molčanostjo oduzeta. No, in tako se pač odpravi in raziskuje to, babica ji da sledi, vrtavke in lončke od marmelade, ki so jih dobivali in za katere babica Berta pravi, da jih je poslal njen pradede, njen oče. In Aleksija z radovednostjo potem resnično sledi, govori z zgodovinarjem, ampak tudi zgodovinarji nimajo točnih podatkov. Ne ve se, kaj se je dogajalo, oziroma noče se vedeti. Zaradi tega, ker je lažje ali pa tranzicija lahko poteka, je potekala, je nastala mit o mirni tranziciji, ravno zaradi tega, ker se je nekatere utišalo in nekako odkriva pravičnost ali krivičnost zgodovinskega spomina. Obenem je pa še noro zaljubljena. In odkriva tudi, kako so lahko nekateri fantje zelo nasilni, represivni in ne upoštevajo ženske integritete, drugi so pa pač čudoviti. Na kakšen način pa oriše preteklost? Kako se navezuje na njo? Kako je predstavljena čas po španski državljanski vojni? Predstavljena je na tak način, da ne teži. Mislim, da je to bistveno za mladinski roman, da čeprav je, seveda je nekaj poučevanja avtorice, ampak vseeno odkriva kot zgodbo, kot skozi človeške usode, skozi pripovede ljudi, ki so tam živeli, kako so oni doživljali, kako so morali bežati čez Pireneje pred prihodom fašistov in njihovega nasilja in izživljanja nad republikanskimi pač vasmi ali pa prebivalci ali pa in civilisti. Predvsem pa mislim, da je na ta človeški, osebni, kot izkopavanje nekega spomina ljudi in posameznika, ki so ujeti v te klešče režimov. Kako pa se v romanu kaže, da je avtorica Katalonka? Seveda to se tudi pokaže, zaradi tega, ker so tudi določene reference na to, da so bile ali razglednice napisane v španščini, zato da jih cenzura oziroma da ne bi na pošti ali poštar videl, da so napisane v katalonščini, to je bilo seveda prepovedano. Za Aleksijo so vse te stvari nekako nenavadne, čeprav ve, nekje v spominu, da so se učili o republikanski, o vojni, državljanski vojni, da katalonščina je bila zatrta, ampak vseeno nekako pridejo do izraza skozi te drobne stvari, ta odnos, ta represija do kulture in jezika, ki mislim, da je ena največjih krivic, ki se lahko zgodi narodu, ampak ki se lahko zgodi tudi
človeku kot posamezniku, da je zatrt jezik maternega izražanja v okolju družine, v okolju čustev. In to se prav skozi te drobne, nevsiljive reference, to, da je bila cenzura, da se ni smelo pisati v katalonščini, ker bi, pa skozi to se vidi tudi malo, da je vladalo mračno ozračje med ljudmi, da prijave drug drugega, če bi jih nekdo slišal katalonsko, bi jih lahko prijavili in bi bili zaradi tega kaznovanja. Vse te stvari se začutijo in vzbudijo tudi neko mogoče senzibilnost za jezik kot kulturo, kot sredstvo izražanja in prenašanja čustev in spomina, ampak ne v smislu katalonskega nacionalizma, temveč ravno nasprotno v pomenu vsemogočnega španskega nacionalizma. Hvala lepa. Barbara Pregl, založba Malinc, kjer delate, objavlja besedila literatur, ki ob španski nastajajo na Iberskem polotoku, torej galicijske, katalonske in baskovske književnosti. Kako ste se odločili ravno za prevod dela Poti svobode Majte Karansa? Ja, mogoče zato, ker pač nas zanima torej špansko govoreči svet nasploh, v bistvu izdajamo tudi latinsko-ameriška besedila, ampak to, kar se meni zdi bistveno pri umetnosti, pri literaturi, je to, da v resnici literatura, kot vsaka umetnost, najbolj večplastno lahko spregovori o problemih. In to, kar je pač mene v tej knjigi nagovorilo, je to v resnici, da torej perspektiva, ki jo knjiga odpira, je v resnici perspektiva ene sodobne najstnice. Se pravi, ta sodobna najstnica, tukaj prej Veronka rekla, se torej seveda živi neko urbano življenje, se zaljubi, njen svet je pač ta emocionalna, bi rekla, zasedenost s tem fantom in tako. In v bistvu potem skozi neko drugo perspektivo, se pravi skozi odkrivanje preteklosti, skozi odkrivanje nekega širšega konteksta, v bistvu odkrije seveda, da to njeno trpljenje, ljubezensko in tako, dobro, da je zanjo pomembno, gotovo za vsakega od nas pač je emocionalni svet seveda naš pomemben, ampak vendar, če ga postavimo v neko drugo perspektivo, dobi pa neko drugo dimenzijo. Se pravi, smo tukaj, ampak vendar smo del nečesa. In to je tisto pravzaprav, kar ta knjiga govori. In govori pač tudi najstnikom, sodobnim najstnikom. Mogoče je, ne vem, jaz pač, kakor sem spremljala, se mi zdi, da je ta knjiga edina, ki je letos v bistvu torej obudila spomin na konec španske državljanske vojne. Zdaj v Ljubljani imamo dom španskih borcev, ampak meni se zdi, da v resnici sodobni najstniki, torej v šoli seveda gotovo kaj izvedo o španski državljanski vojni, ampak vendar mislim, da je literatura tista, ki jim v bistvu lahko pač stvari pokaže večplastno. In to se mi zdi pač, da dobri teksti delajo, ta tekst ne nazadnje je bil, kar je meni tudi zelo pomembno, v bistvu so ga španski pač najstniki v bistvu nekako zbrali za eno od pač takih bolj berljivih knjig, se pravi knjig, ki so v bistvu tudi njih nekako nagovorile. In se mi je zdelo, da pač bo verjetno to nagovorilo tudi slovenske bralce. Hvala lepa. Lahko sam še nekaj dodam? Ja, seveda. Se opravičujem. Meni se zdi pri tovrstni literaturi glavno sporočilo, ki je morda res zame osebno najpomembnejše, je to, da prikazuje pravzaprav nesmisel vsake vojne. Vojna na koncu prizadene vsakega posameznika in skupnost v celoti. In pravzaprav ravno to, če bi se lahko znebili tega mišljenja, da so vojske in vojne nujne, nujno zlo, nujno potrebne, da bi se lahko temu odrekli, mislim, da bi bilo zelo, zelo nam veliko enostavneje, ker na koncu same posledice vojne vedno nosi posameznik in pa skupnost. Mislim, da nikoli, skoraj nikoli politika in odločevalci, ki so vojno zakuhali.
Lahko kar nadaljujete. Zanima me namreč, kakšno je aktualno družbeno-politično dogajanje prav zdaj ob tej obletnici 80-letnici konca španske državljanske vojne. Kakšni so aktualno-politični dogodki v Španiji? Kaj spremljate? Bom zelo na kratko, ker verjetno si berete časopise, upam, da saj naslove. Španija je trenutno zelo razburkano področje na področju politike, politično področje. Dogaja se to, kar sem prej omenila, ne? Zgodovina se pač vrača kot en bumerang, dokler se z nekaterimi stvarimi družba ne sooči, enostavno se znova in znova vračajo. Prej mi je doktor Vodopivec prišepnil, da je neka hiperinflacija, ne? Spominov, kar je seveda tudi drži in včasih morda celo preveč. Španija trenutno se ukvarja, kot veste, z katalonskim vprašanjem, ukvarja se z sestavo vlade, s problemom tega, da je tretja najmočnejša stranka postala skrajno desničarska stranka Vox, in ukvarja se z vprašanji, za katere jaz mislim, da so najpomembnejši. Ukvarja se z vprašanji, s katerimi se ukvarjajo vse zahodne družbe, se pravi s krizo reprezentativne demokracije, ne s krizo, ampak z vzponom nekega skrajnega neoliberalnega gospodarskega modela in z velikimi socialnimi problematikami in z poglabljanjem neenakosti. In mislim, da to Španijo druži z vsemi zahodnimi družbami, ima pa seveda svoje specifike, o katerih danes govorimo. Ja, lahko... Aha. No, da ne bo narobe razumljeno, jaz seveda proti spominjanju nimam nič, ne. Spominjanje, ampak treba je seveda razumeti, da je vsako spominjanje, in to tudi ta knjiga zelo lepo kaže, izrazito subjektivno. In da se seveda navezuje na konkretne družinske izkušnje, na neko družinsko izročilo, na tisto, ene družinske izkušnje ostane v spominu. In seveda, če zdaj v tako kompleksnem situaciji, kot je bila ta državljanska vojna v Španiji, ali pa tudi kot vzamemo, je druga svetovna vojna pri nas, temeljimo pravzaprav svojo podobo te preteklosti, predvsem na spominjanju, potem zelo težko uravnotežimo različne interpretacije. V Španiji celo prišlo med zgodovinarji do določenega revolta, da je treba spomine le ločiti zelo jasno od zgodovinske analize. In da zgodovinska analiza poskuša širše kontekste upoštevati, medtem ko seveda družinske zgodbe spominjanje upoštevajo predvsem ožje, lahko lokalne, regionalne, predvsem pa osebne izkušnje. In v tem smislu je seveda vprašanje, kadar je spominov preveč, a te spomini omogočajo, da vidimo jasnejše, kaj se je zgodilo, ali te spomini še bolj zapletajo to sliko. To je samo toliko. Ja? Ja, jaz se z vsem tem strinjam, ne, ampak se mi pa zdi, da je zgodovina, ne, v Španiji to raziskovanje, ne, tega, kaj se je dogodilo, kaj je režim počel z republikanci, ne, je bilo zatrto in je še vedno zatrto. In ne obstaja, mislim, obstaja, ampak ni neke dejanske analize bilo narejene, zaradi tega, ker je analize žrtev, ampak v bistvu ni prišlo do nek žrtev režim, ampak to so tudi ustavili, naprimer, da ne smejo raziskovati več grobišč in vsega tega. Ne, v Španiji je veliko stvari, tudi kar se tiče čisto iz teh analitičnih ali pa zgodovinskih stvari, tudi zaustavljene v smislu politike. Tako Rahoj je to ustavil. In mislim, da tukaj je, tako kot je v času frankistične diktature literatura našla neko pot, takrat je obstajala cenzura za literaturo. Ampak določeni avtori so potem v kasnejšem vseeno našli način, da so se izvili tej cenzuri in da so napisali tudi kritična dela. In mislim, da na tak način nagovarjajo mogoče tudi zdaj te knjige, da z nekimi drugimi prijemi, se skozi literaturo tudi kaže neki zgodovinski spomin. In mislim, da je to
precejšna vrednost in te knjige in tudi nekaterih drugih knjig, sodobnih knjig, predvsem katalonskih ali pa tudi španskih. Morda samo dodatek k temu pogovoru, da se mi zdi, da vseeno, kar opozarja profesor Vodopivec, je pomembno, enako, kar opozarja seveda tudi Veronika. Gre za ta problem, potem, kar se zgodi, neke politične instrumentalizacije ali zgodovine, ali spomina, ali v katalonskem neodvisnem gibanju za neodvisnost emocij, gre za ta problem potem te instrumentalizacije nečesa, pri čemer pa zelo v veliki meri sodelujejo žal mnogi, ne vsi, mnogi mediji dan danes. A nam lahko še malo bolj natančno, konkretno poveste, katere rane so se s tem spominjanjem, inflacijo spominjanja odprle? Vem, da je bilo vprašanje izginulih otrok, pomenovanje, če malo lahko povzamete, katere so te rane in kdo jih zdravi v bistvu? Ja, te rane, tukaj se... Te rane se odpirajo, in to je pa Veronika dobro povedala, so se začele pravzaprav odpirati ravno s tem nekim osebnim spominjanjem, tako kot je v knjigi babica Berta označena za malo zmešano, ker pravi, da njen dedek ni sodeloval na strani, njen oče ni sodeloval na strani frankistov, enako je bilo z ženskami, ki so trdile, da njihov otrok ni umrl, ali v zaporu, ali potem v času frankistične diktature, ker so potem v 80-ih so se začeli združevati ljudje, predvsem matere, govorimo o izginulih otrocih, ki so začele iskati svoje otroke, podobno je bilo tudi v argentinski diktaturi in tako naprej, in se je pokazalo, da je bilo veliko teh otrok, to je ena od ran, danih v posvojitev, oduzetih nelegalno nekim neprimernim družinam, se pravi republikanskim družinam ali simpatizerjev republikanskih družin, in so bili dani v posvojitev frankističnim ali primernim družinam. Seveda je pri tem močno sodelovala katoliška cerkev španska, to je ena od ran. Druga od ran je seveda vprašanje plurinacionalne države in federativne ureditve, pristojnosti, ki jih imajo. Tretje vprašanje, ki se odpira, je potem prežetost sodstva, delno, ne povsem, z nekimi ostanki neke te frankistične miselnosti. Odprlo se je vprašanje španskega nacionalizma, ki je pravzaprav borbonskega tipa, o katerem se dolgo časa ni nič govorilo. Se pravi, odpirajo se nekatera vprašanja, ki jih je enostavno treba prevprašati. Jaz mislim, da to ni nič narobe, treba jih je prevprašati, treba se je ozreti, treba je s pomočjo predvsem neke zgodovine tudi ovrednotiti to in o tem pisati. Nikakor pa ne mislim osebno, da Španija ni demokratična država, mislim, da je toliko demokratična kot kakšna druga zahodnoevropska država, in mi vsi imamo verjetno veliko vprašanj nad to demokracijo, ampak to so nekatere stvari, ki družijo današnji svet, in o katerem bi morali se prespraševati v vsaki družbi. Seveda je pa tudi vprašanje velike socialne neenakosti in pa socialnih problemov, v katerih živi Španija in o katerih se danes ne govori ravno zaradi nekih čustvenih tem, ki preplavljajo non-stop medije, politiko in ki si jo s pridom politiki tudi prilaščajo to tematiko. Hvala. Na nek način te rane lahko zdravi tudi književnost, te nezaceljene rane, kot ste že sami omenili. Lahko najprej mogoče, saj deloma ste že povedali, za doktor Vodopivca bo vprašanje, na kratko ste že odgovorili, kako je v romanu Poti svobode povezava spominjanja in književnosti. Mene pa zanima, kako je bilo še v preteklosti. Vemo, da so nekateri slavni avtorji tudi pisali o španski državljanski vojni že
takrat, ko se je odvijala, oziroma takoj po njej, torej Orwell, Hemingway, pri nas Pa Kurzweil. Andrej Malrone, naprimer, Aha. ne, seveda bi se naštelo teh avtorjev kar precej. Zdaj, Orwell sam, pri Orwellu gre seveda za spominsko delo, ne gre pravzaprav toliko za literaturo. Ne. Se mi pa zdi, da je treba povedati, da tudi, se to bi že omenjeno malo, da tudi v sodobni španski književnosti je pravzaprav španska državljanska vojna in ves problem tranzicije ena zelo, zelo aktualna tema, o kateri se veliko piše in ki ima tudi velik odziv med bralci. Jaz sem že prej omenil tukaj, moja osebna ljubezen med španskimi pisateljicami je Almudena Grandes, ki je napisala nekaj zelo, zelo obsežnih del o španski državljanski vojni in tranziciji, ki so napisane na tak način, čeprav seveda opisujejo individualne človeške usode in tragedije, vendar na tak način, da bi jih podpisal, po mojem mnenju, vsak zgodovinar. In so vendar napisane tudi že spet na tak način, da jih bralci berejo. To so naklade po več 100.000 izvodov. Zdaj, nažalost, Almudene Grandes v slovenščini še nimamo, verjetno bi tudi še celo vrsto drugih, zlasti tu, jaz bolj poznam španske pisateljice, moram reči, kot pisatelje, ampak Julia Navarro, naprimer, in tako naprej, je cela vrsta teh španskih pisateljev in pisateljic in tukaj literatura igra eno zelo pomembno vlogo. Zdaj, pri nas seveda te romani Komu zvoni je bil en roman, ki je bil pa le napisan samo z vidika, rečemo, te republikanske strani. Tisto, kar pa pri teh romanih, ki sem jih zdaj omenil, ali pa pri teh pisateljicah in pisateljih, meni zelo blizu je pa to, da poskušajo le zajeti vse strani in vso to tragiko. In naprimer ljudi, ki so ostali v Španiji in tisti, ki so odšli in se zdaj v Španijo vračajo vsak svojo zgodbo z iskanjem neke svoje družinske zgodovine in ki se srečujejo med seboj, nekateri v dialogu, nekateri pa seveda tudi izrazito sovražnih konfrontacijah. To, kar se nam dogaja končno tudi tukaj in zato bi nam morala biti ta tema še posebej zanimiva. Mislim, da je tudi to ena odlika te knjige, tega romana tukaj, da pravzaprav spodbuja mlade ljudi, ki imajo seveda svoje probleme, svoje ljubezni, svoje vsakdanje težave, da vendar odkrivajo tudi družinsko zgodovino in skozi to eno zgodovino enega širšega nacionalnega prostora, in spoznavajo to zgodovino, da je ta zgodovina znala biti tudi zelo tragična in zelo neprijazna. Mislim, tudi tu je seveda ena spodbuda lahko potem tudi slovenskemu bralcu. Hvala. Lahko še vi kaj poveste v bistvu, Barbara Pregelj, o vlogi, ki ima sodobna književnost, ki nastaja na Iberskem polotoku pri tej demitifikaciji zgodovine. Kakšne so vaše izkušnje pri prevajanju oziroma poznavanju teh literatur? Mogoče bi to dodala, saj mislim, da ste tako že povedali, tako da mogoče Javier Cercas je pač pri nas zelo znan avtor, tudi zelo prevaja, hočem to reči, ampak tudi večplastno skuša govoriti o tem, ampak to, kar sem jaz v bistvu želela izpostaviti, je, da s področja mladinske književnosti, je pa mene presenetilo, da takih romanov, takih besedil, ki bi se lotevali refleksije o španski državljanski vojni, da pa ni prav veliko. Ravno Maite Carranza ima 2 besedili, torej to, ki smo ga mi prevedli, in še drugo, se zdaj ne spomnim naslova, ampak ko govori pač seveda o Pirenejih, o tem prehajanju meje in iskanju pa svobode in tako. Druga pa prav govori o španski državljanski vojni, o tem, kako temelji na nekem resničnem dogodku, kako je nek 14-letni fant rešil svojega očeta. In danes, če gledamo najstnike, meni se zdi to čisto nepojmljivo. Ampak hočem reči, malo sem gledala, malo sem iskala besedila, ki bi o tem govorila, zaradi tega, ker, kot sem že prej rekla, literatura, umetnost ima to moč, da večplastno govori o tem. Mi seveda vedno smo različni in vsak od nas ima v resnici svojo zgodbo in svojo interpretacijo zgodovine. Ampak to, kar se meni zdi bistveno pri teh besedilih, je, da v resnici odpirajo naše svetove in da v bistvu nam dajo prostor, da se lahko pač s svojimi interpretacijami umeščamo v taka besedila. In to se mi zdi ta pluralnost, odprtost, to se mi zdi v bistvu pač bistveno. Pa se vam zdi, da mlade pritegne branje
knjig, zgodovinsko tematiko. Kakšne so izkušnje? Ja, moje izkušnje s to knjigo v resnici so presenetljive. Ne? Jaz sem nekako mislila, da bo to knjiga, ki bo mogoče nekako malo obsolentna, ki ne bo zanimiva, ampak sem zdaj na knjižnem sejmu ugotovila, to knjigo je mogoče kupiti na stojnici založbe Malinc, knjigo torej, Španija 2015, ja, malo sem pozabila naslovno, se upravičujem, pa je mogoče kupiti na stojnici ZIF-a, ne, se pravi Filozofske fakultete. Hočem to reči, ne, da pač sem na stojnici in gledam, kako v bistvu mladi pač sprejemajo to knjigo in sem presenečena in pozitivno presenečena nad odzivom. No. Mogoče bi omenili še ta projekt multimedijski, ki ste tudi izbrali to knjigo ravno za... Ja, ta knjiga je letos v projektu, enem projektu, torej Motiviranje za branje, ki ga imamo skupaj z založbo Sodobnost. In ravno zdaj v tem projektu pa ta pač knjiga Poti svobode je bila prva knjiga, ki se pač bere v tem projektu. In v bistvu mislim, da Anja, tukaj si ti tista, ki bolj spremljaš to in poznaš, ampak v bistvu otroci v bistvu zdaj pač pišejo o tej knjigi. Pišejo in objavljajo na spletu, oblikujejo multimedijske vsebine, ki jih potem objavljajo, delijo, spremljajo odzive na spletu o teh svojih posnetkih oziroma ustvarjalnih izdelkih. In je odziv kar dober. V bistvu sem presenečena nad nivojem, s katerim so se lotili dela. Kažejo to širše razumevanje in poglobljenost. V bistvu, da so si vzeli čas in poglobili tudi v kontekst dogajanja, ne samo besedilo. Jaz bi rada mogoče povabila še vas, da se udeležite pogovora. Predajam mikrofon za vprašanja. Hvala lepa. Se vam kratko vprašanje, ampak med temi stvarmi, ki danes odmevajo v Španiji, oziroma kakšne probleme ima, no, me zanima, kako odmeva prekop Franka. Oziroma, kaj vi mislite pravzaprav o tem? Tudi prekop Franka je kompleksen. Precej se je španska družba, kot se v današnjem dogajanju dogaja, razdelila, kateri pač predvsem njegovi sorodniki in pač politični simpatizerji so bili proti. Dobršen del španske javnosti pa je to sprejel s ponovnim odpiranjem šampanjca. Če me sprašujete po osebnem mnenju, mislim, da je absolutno prav, da so Franka prekopali. Pokopanje v družinski grobnici, ki ni slaba. In mislim, da je to tudi nek obračun seveda z zgodovino. Kdor je bil v Valle de los Caídos, ve, o čem govorim. To je bil spomenik frankističnemu režimu, če želite, s tem, da je pa predvsem največji problem ali največja tragedija, da je bilo spodaj pokopanih okrog 30.000 ta mavzolej. In mnogi svojci niso hodili v Valle de los Caídos, ker so bili drugačnega političnega prepričanja in niso tudi mogli priti do svojih svojcev, da bi jih prekopali in jim nudili ustrezen grob. Zato mislim, da je bilo to prav. Vprašanje, če jih bojo lahko prekopali, zato ker so te kosti njihovih svojcev v takih razmerah med betonom in tako naprej v glavnem vprašanje. Lahko pa se bo velika debata poteka v Španiji, kaj zdaj narediti s tem mavzolejem. Nekateri so za to, da se ga podre, ampak mislim, da večinoma prevladuje stališče, da bi se spremenilo v nek komemorativen prostor in spomin na dogodke v času državljanske vojne in diktature. Torej o prekopih, tam je še Primo de Rivera. To pomeni, da če se prekoplje seveda Franka, bi bilo treba nadaljevati po tej poti. Močno dvomim, da bo španska družba šla po tej poti. Pri Franku je jasno.
V Argentini so tudi Perona prekopali in ga dokončno namestili na svojem posestvu, ne? Na tistem, ki ga je sam kupil. To pomeni, prej ali slej pride do tega. Ne? Vsekakor mislim, da je to šlo več ali manj brez prevelikih pretresov. Kakšen komentar oziroma še vprašanje? Mogoče še med vami, kakšna tema? Jaz bi vam vseeno za konec, potem se boste še vi kaj povedali, vseeno prebrala, ker smo omenjali literaturo, besede Javiera Cercasa, enega španskih pisateljev, ki zelo veliko piše tudi o španski državljanski vojni in ravno z tega kompleksnega stališča, ne samo enostranskega, in tudi o dogodkih v sami tranziciji, ampak njegove besede pravzaprav morda vsem nam v premislek, ne samo tistim, ki živijo v Španiji, če dovolite. Citiram. Pravim, ko nam preteklost ni všeč, jo prikrijemo, ignoriramo ali olepšamo. Pravim, da nam resnica ni všeč. Všeč so nam laži. Radi mislimo, da je bil Hitler nečloveška, skoraj diabolična pošast, ki ni imel nič skupnega z nami ali našimi voditelji in če bi ga poznali, bi se nam gnusil. Ne radi mislimo na to, da je bil kot mi, da je očaral ljudi, kot smo mi, zato bi tudi nas lahko očaral. Zaradi te slepote, zavračanja, da bi se soočili s stvarnostjo, smo nemočni, na nas lahko vplivajo svojo epsko fascinacijo in sentimentalnim idealizmom lažnivi mediji in neutrudni prodajalci paradiža, ki, kot v kateremkoli drugem času, živijo v našem. Tu so in navdušeni smo nad njimi.